Odnosi so zakon. Dober dan, lepo pozdravljeni v oddaji Odnosi so zakon, v kateri danes ponovno že drugič gostim Miho Rutarja. Miha, lepo pozdravljen. Živa. Dober dan, oziroma pri nama je že dober večer. Ja, za naju zdaj je dober večer, za vas pa pač, kadar gledate. Glejte, pojdimo za začetek na kratko v molitev, se posvetimo Bogu ta naš čas snemanja, poslušanja in spravljanja v prakso, tako kot vedno rečemo. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Vsemogočni Gospod Bog, hvala ti za ta čas, v katerem živimo. Hvala ti za ta čas, ko praznujemo tudi 30. obletnico našega osamosvajanja naše dežele. Prosimo te, da bo tema, ki jo bova nocoj z Mihom naslovila, pripomogla tudi k našemu primernemu, pravilnemu osamosvajanju in prihajanju skupaj. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekome. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Amen. Miha, kot sem že mečken v molitvi nakazal, je tema te oddaje bo nekako osamosvajanje. Do teme bi pa mečken povedal rad ozadje, kako sva do tega prišla. Namreč pred nekaj tedni sva posnela oddajo, kjer sva govorila o vlogi očetov pri vzgoji sinov, a ne? In tam smo tudi precej govorili, ker ti si, tako kot smo že povedali, če kdo še tiste oddaje ni gledal, si jo morda najprej pogleda. Predstavljali smo te kot zeta od Aleša Čerina, torej nujno sva spregovorila tudi o tem vidiku sobivanja. In potem po oddaji sva ugotavljala, da bi bilo v bistvu to temo treba še veliko bolj odpreti, da bi se bilo treba predvsem posvetiti čustvenim vidikom osamosvajanja in prihajanja skupaj v paru, a ne? Tako da sva že takrat rekla, bova posnela še eno, pa je potem vmes prišla bolezen, pa druge obveznosti, tako da mečken z zamikom snemava zdaj tole naslednjo. Pa že kar zdaj vnaprej napovem, da je tole pa tudi zadnja takšna naša oddaja pred, bi rekel, nekakšnim poletnim premorom in da se bomo ponovno videli jesen. Se opravičujem, mečken daljši uvod, ampak se mi je zdelo potrebno, da pojasnim ozadje. Tako. Miha, glej, tako kot sem v molitvi omenil, namreč danes sem bral, Slovenija je pravkar praznovala 30. obletnico osamosvojitve od velike matere Jugoslavije nekdanje, ne? Pa ji ne bomo tako rekli, ker je bila bolj mačeha. Ampak se je zgodilo, da je nadškof Šuštar, pokojni, ob blagoslovu tiste lipe, ko je zmanjkalo mikrofona prav za ta blagoslov, kasneje ugotavljal, veš, ne, svojemu pomožnemu, se pravi takratnemu pomočniku, zdajšnjemu pomožnemu škofu Tonetu Jamniku, je rekel, veš, Tone, tale proces osamosvajanja bo pa še dolg. In tudi bi rekel, verjetno je tako kot pri narodu, ko ta proces osamosvajanja v naših glavah, v naših čustvih še ni čist končan, tako čutimo. Verjetno je podobno tudi pri paru, a ne? Da nas morda kar preseneti, kako zelo dolgotrajen je ta proces osamosvajanja para in prihajanja skupaj in kako se mi zdi, da malo si kar pustimo to iluzijo, da ko se enkrat poročimo ali pa ko nekako naznanimo vsem, a ne, to na koruzi slučajno, da smo pa zdaj mi dva skupaj, da to je kar to, ne, ampak v resnici je ta proces kar dolg, ne, in se ga ne da izsiliti na en tak enostaven način, kakor zdaj bova pa pač si dala prstane, pa se poročila ali pa podpisala nekaj ali pa se preselila, a ne, tudi nekam. Nisa pa že kar samostojna, ne. To je v resnici kar zahteven proces in tako kakor v življenju veliko stvari, ne, pač rast je tako, da ne moreš siliti, ne. Zdaj imamo na vrtu, ne. Naredili smo vse živo, ne, gnojili, štihali, sijali, potem pa vzklilo in zdaj čakamo, ne, in zalivamo, ampak lahko zalivaš, kakor češ, ne, ampak
pač raste po nekem svojem tempu. Ne? Se mi zdi pomembno si dopustiti, no, tudi, da te procese si začutimo in jih tudi ovrednotimo. No, tako. In si dopustiti trajanje procesov, a ne? Ja. To, drugemu. Drugemu, točno to. Ja. Je pa ključno, ne, in to pa je res naša vloga in naša odgovornost, da zmoremo to spregovoriti, da zmoremo ozaveščati, se pogovarjati o tem, ker na ta način, če spet vzamem prispodobo vrta, rahljamo to zemljo, pa zalivamo, da lahko se skupaj klije. Ker če pa zabijemo, pa rečemo, jaz pa nimam s tem težav, jaz sem pa sam svoj, meni pa že nobeden ne bo, to je pa potem tako, da bi dal folijo čez, pa res ne more zrasti. Ja, bistveno je, da smo v procesu, se pravi, da se zavedamo, da na tem je treba delati, ne? Ja. In da pa verjetno nismo kar takoj dokončan produkt, ne, to. Ja, se strinjam. Tako, omenil si, se odselimo, se pravi, zadnjič so veliko govorila o fizičnem sobivanju v hiši, kjer sva tudi omenila vašo dobro prakso. Pejte res poslušati tisto, se pravi, kako se je potrebno za dobro sobivanje zares dogovoriti, pa zapisati stvari, ne? Ampak verjetno niti noben dogovor v primeru sobivanja ali pa tudi fizična odselitev sama po sebi, kot si že majčkeno nakazal, ne pomeni, da se bo nujno zgodila ta odcepitev od primarne družine, da je to proces, kot praviš. Kako bi opisal ta proces? Katere so značilnosti? A je kaj drugače pri moških, a je kaj drugače pri ženskah? Dajva si čisto konkretno, praktično, plastično predstavljati, kaj pomeni biti čist zliti. To mi je tako en zanimiv pojem. Zdi se mi, da ga marsikje v praksi opazim, pa bi ti malo par značilnosti te zlitosti povedal, ki v resnici ni dobra, ampak jo tokrat vidimo v praksi po družinah, predvsem tam, kjer se sobiva, ali pa tudi ne nujno. Kje so kakšne so značilnosti te zlitosti? Jaz vidim dva vidika tega čustvenega odhoda. En je ta konkreten odnos staršev, drugi pa ta vzdušje, ki ga prenašamo iz družine. In zdaj ta odnos staršev, ki ga imam, se zelo lahko kaže v tem, koliko jaz čutim še, da rabim njihovo potrditev, da so oni zadovoljni s tem, kar jaz počnem, da sprejemajo ta moj način življenja. Drugi vidik je pa tudi, koliko jaz čutim, da me še potrebujejo, koliko se še počutim tako, da rabim zelo za družino skrbeti. In če lahko čisto na svojem primeru povem, jaz, ko sem šel iz familije, mislim tako, ko sem šel na faks, pa tako, potem že na nek način malo odhajal od doma, sem bil še vedno zelo vpet v to nekako vzgojo svojega brata, ki je 10 let in pol mlajši, nekako sem malo prevzel to, da sem šele kasneje na faksu, pač tekom... Tam na se zanaliziral verjetno. Družinske terapije, ker smo imeli veliko teh vaj in smo veliko razmišljali o tem, sem nekako ugotovil, da sem pravzaprav prevzel to očetovo vlogo, in sem se zelo ukvarjal s tem, kako zdaj on to funkcionira, kako se on počuta, je zadovoljen ali ni, kako ti njegovi odnosi, kako ti je računalnik in tako. In mama je bila tukaj, a ne vedno tako malo, se ni zares spraševala ali pa nekaj težila s tem, ampak malo me je informirala o tem, kaj se dogaja. Kaj pa bi jaz zdaj kot psiholog, kaj si jaz mislim, a ne tako. Moje mnenje, se čisto ok, taki pogovori, ampak na neki točki se prav spomnim enkrat, ko sva z Nežo se pogovarjala, po enem klicu, tam sva se z malo pač okrog brata nekaj govorila in potem sva z Nežo govorila o tem, fant moj, jaz mislim, da cel dan. In na koncu je ona rekla, da te poslušno, pa cel dan se že pogovarjal o tvojega brata, ni nobene druge teme. In takrat sem jaz nekako pogruntil, pa se res lej, pa tako, kot da malo še enega zraven. In sem videl, koliko se jaz v bistvu nekako čustveno angažiram ali pa koliko se jaz počutim še in potrebnega tam in da brez mene pa ne vem, kaj bo šlo narobe.
In to, da če bom jaz tukaj začel postavljati mejo, da pa sem pa krmo kriv, nekako brezbrižen ali tako. Ja. In tako počasi, takrat so bila že v bistvu poročena, že tudi nekaj cajta, pa je to prišlo na dan. In sem jaz nekako začel razmišljati, pa se res ne, pa 100 km stran smo, ampak cel dan že govorimo o tem, kakor problemu. Čemu, zakaj, kaj imam jaz s svojim bratom, jaz sem njegov sopotnik lahko, jaz sem njegov prijatelj lahko, nisem pa njegov fotor, mislim. Ko govore, oče, mama naj ga vzgajata, zakaj bi se zdaj s tem. Bolj zanimivo, da omenjaš primer brata, ker velikokrat se mi zdi, da je v praksi pa tudi to, da pač otrok emocionalno nazaj se ukvarja z odnosom med staršema, nekako poskuša delovati kot en mini odrešenik tega odnosa in poskuša še nazaj jima pomagati, da bi normalno funkcionirala, oziroma se tudi starša tako obračata na kakšnega od otrok, ne? Ja. Ja, se to so te variante, teh postaršenih otrok, ki so na nek način čustveni partnerji, Ja. Zdaj sem bil na nek način čustveni partner mami v odnosu do brata, ki je bil najmanj čustven otrok, da je reči. Da je bil pa tako, da je bil pa sogovornik glede, ne vem, težav v službi ali pa težav z možem, To je cel kup teh zgodb, ki jih potem na terapijah srečamo, ko začnejo potem otroci odigravati te vloge, ko to lažjo starše ali pa sploh glede kakšnih dedkov in babic, kakšne stvari moderirajo, da ne bo zdaj babica slabe volje, pa bom potem jaz tam se z mamo pogovarjal, pa kakšen telefonček mogoče nesel, pa sem na tak način čustven partner, ali pa tam, da skušam nekako strezniti očeta, ali pa da skušam nekako iz depresije zvleči mamo, in sem potem tam z očetom delala plan, kako bo tej mami pomagala. In to so potem te vloge, ki jih prevzemamo, lahko, zelo velikokrat. In tukaj potem res cel kup ene krivde se nabere, cel kup ene, ne vem kaj, predvsem krivde tiste. Krivde. Da ne bo kaj narobe, da ne bom jaz tista slaba. Pa se mi smilta, pa bi mogel, pa bi rad neki, pa misliš, da dejansko boš, pa v bistvu ne boš, ker to je njuna stvar, Točno to. Ja, pa bi moral. Vse pa v bistvu to hrepenenje, tako nezavedno skušam jaz vzgojiti svoje starše, da me bodo imeli končno radi. To je v bistvu v ozadju ta catch, ampak ne moreš vzgojiti svojih staršev. A v bistvu ti hkrati si že v odnosu z možem, z ženo in tega odnosa ne gradiš, ker ti glava šiba okrog teh stvari. Točno to. In to je zdaj ta čustveni neodhod. In dokler čustveno ne odidem, ne morem jaz biti svojo ženo ali pa svojim možem. Ne morem biti, ker sem še vedno čustveno tukaj zaseden. In to je seveda, takrat, ko sva zadnjič govorila, mislim, res je ta sobivanje, mislim, zelo aktualna tema, sploh zaradi vseh teh norih cen nepremičnin. Ti ne moreš privoščiti do 50 leta, iti na svoje, razen če ne vem kaj, nimaš bolj bogatih staršev, ki ti lahko to sfinancirajo. Ja, pa si pa spet dolžen, veš. Pa si pa spet dolžen, Ti fizično že greš stran, ampak tale bajta v resnici ni tvoja, to sem jaz postavil, veš. Super, Ja, mislim... Sploh pa če greš za ta mladega, veš, to je pa sploh pol. Mislim, ne moreš temu ubežati, v resnici ne. Ja, pri nas v Sloveniji je to res. Ja, in je tukaj še več možnosti, kako potem se ta krivda noter preplas, pa ta občutek dolžnosti, pa ta občutek nisem se dovolj potrudil, in potem nekako se tam dobesedno, čustveno, energetsko znucaš, a na drugi strani imaš ženo, in imaš svoje otroke, ki pa nimajo nič od tebe, In to je potem ta začaran krog, Točno to. In se ustvari pa tudi vzdušje, potem praviš, si pa omenil vzdušje, ki v tvoji družini, ki ga nekako vlečeš ven iz svoje, praviš pa tudi energetsko se sprazniš čist, Poznam primer, kako pravi nekdo, rajši me ni doma, kot pa da bi ponavljal iste stvari, recimo, ali se fizično umakneš od svojega doma, ali te res tako preokupirajo te misli, da ni nič od tebe in tako. To so vse primeri, ki jih jaz
poznam pa kaj tudi kdaj iz svoje prakse, čisto konkretno. Ja. Mislim, to vzdušje je mogoče še toliko bolj, a ne, subtilno, ker je to tako kot zraka, ne. V zrak dihaš, a veš, da dihaš zrak? Ja ne, saj ni nič, a ne, saj kar greš skozi roko skozi, pa saj ni nič, ampak je, ne, to je zrak, ki ga dihaš. A ne, ni se to z vzdušjem, nekako sploh ne veš, da je to vzdušje prisotno, pa kar nekako je, ne. In najbolj se ga Prav takšno, kot si ga imel ti doma v primarni družini, a ne, eden ali drugi, ali Ja. ni In to pa se najbolj novega. zaveš, ko prideš v neko drugo familijo. Jaz se tako spomnim, mi je bilo tako zanimivo, recimo, ko sem prišel sem k knežinjim, a ne, in tam so čisto na en drugačen način čustvovala, ne. In jaz sem najprej mislil, se me odtrgalo ali kaj. Tam, ko so bili veseli, tam so vsi skakali v luft, pa kričali, pa ne vem kaj, mislil, kaj je tu zdaj, kaj, a vse v redu? A se komu zmešalo ali kaj, a koga pokličejo? A veš, tako nekako ne zavedaš se, da čustvuješ čisto na en svoj način, ka mogoče, mislim, mogoče je v redu, mogoče pa tudi ni, a ne, ampak ko greš v neko drugo familijo in seveda, če ne greš, a ne, pa ta druga familija pride k tebi prek tvoje žene, a ne, se začneš zavedati, a ne, te drugačnosti in potem zdaj, kaj bom jaz zdaj s tem naredil, a ne. To je zdaj potem ta čustveni odhod. A jaz lahko zavestim te vzorce, ki jih imam, pa na neki način ali jih vzamem s sabo ali pa se jih odvežem pa začnem ustvarjati nekaj novega. Ampak ta del, a ne, ozavesti, to se mi zdi zelo ključen. Ali skušam na vsak način uveljaviti, da je bil pa način, kot je bilo pri nas, pa edini pravi, a ne? Ja. Ja. Kako se praznuje, a ne, kako se odhaja, kako se poslavlja, ne, za praznike se bomo zdaj znucali tam, ko bomo spucali, pa bomo te svečke imeli ali pa ne vem, kakšno kosilo, ali nam je čisto vseeno, pa samo da, ne vem, damo kitaro, pa da neko vzdušje vštimamo. To sta na neki način zelo različna, ampak če se mi dva tako odločiva, ne, nobeden ni bolj pravilen, da rečem, nobeden ni bolj, kako mora biti, a ne. To se mi dva lahko odločiva. Odločiva, ne? Odločiva se lahko, Odločiti se, ne? Tako, če se ločiva svoje Samo se ne bo zgodilo, ne? Samo se ta odhod Samo se ne bo. ne bo zgodil, se je treba odločiti za to, ne. Ja. In to je v redu. In si dopustiti, da je drugače in praviš ustvariti nekaj novega, tako da nama paše in da tudi, če je drugače, ni narobe, a ne. To se mi zdi, da je tako globoko so noter sploh te naše rane pol, sploh, če je zraven kakšen žugajoči prst odzadaj, ne, se pravi od staršev, ki pravi, vi pa ne, da ste pa tole narobe naredili, vi pa tukajle ne bi smeli tako, ne, ali pa ne vem, pa naj gre. Rekla sva, da bova spregovorila o tej vlogi, kako lahko pozitivno ali pa negativno na vse te vidike vplivajo sami starši, a ne, tem, da ali ta proces odhajanja, osamosvajanja pa gradnje novega vzdušja ali pa načinov podprejo ali pa sesuvajo ali pa kregajo, ne. Pa naj bo to pri načinu praznovanja ali pa pri vzgoji otrok, ne. Se mi zdi, da je pač bistvena tudi ta vloga, ali je podporna ali je pa taka, da nagaja, ne. Ja. Ja, zelo je tukaj sploh, a ne, ko gre za naše otroke, smo zelo občutljivi, a ne, in seveda jim skušamo dati največ, če dobimo s strani svojega starša, ne, ta občutek, da nismo dosti dobri, da nismo ustrezni, a ne, to je zelo boleče. Ali pa da naš partner, mož, žena ni ustrezen. Ali pa to, ja. Ne, morda še celo hujše. Ja, ker na neki način smo s tem tudi sami prizadeti, na koncu koncev to naša izbira, a ne. Mi smo se izbrali točno to ženo. In zdaj, če tukaj vsak konflikt starši izkoristijo zato, da rečejo, ja, vidiš, no, sem ti rekla, to sem že na začetku slutila. Mislim, to res ni nekaj, kar je v pomoč v tistem trenutku. Ja, ali pa tudi na dolgi rok ne v resnici. Dajva še malo govoriti o značilnostih tega odhajanja.
čustvenega, notranjega, dejva probat reči, kakšna pa je formula, ne? Prej si rekel, da razmišljaš o tem, kaj je formula, ne? A jo lahko majčkeno probava zdefinirati, ne? Se pravi, ugotovila sva, če pogledava malo nazaj, da se je treba odločiti, da bom šel proč, ne? Se pravi, vsak od naju. V Svetem pismu vsaj 4-krat piše, da bo mož zapustil očeta in mater in se pridružil ženi in bosta eno meso, ne? Se pravi, to je bistven element, da se ločiš od očeta in od matere. Obenem vidim mnogokrat pri ženah, da se ne ločijo od svojih mater, predvsem, recimo, ne? Ali pa od očetov, no, ampak tak, pa vseeno je tisti odnos sina z mamo lahko bolj problematičen, kot če se žena s svojo mamo sliši vsak dan. Ne vem, no, pa si razloži 1000 enih podrobnosti. Kake so res, ne, se pravi, kakšni so značilnosti pravega odhajanja? Kako to vzpostaviti? Primerno distanco, če je treba. Zahtevno vprašanje, ja. Jaz bi rekel, da je ključni kriterij na to, kje jaz živim svojo intimo. Kje jaz lahko delim svoj notranji svet, svoje doživljanje, občutke, tudi tiste stvari, ki so ranljive, ne, kakšni občutki neuspeha, nesposobnosti, a jaz uspem to ženo predelati, ali rabim jaz to s svojimi starši. Ne pa tam iščem potrditev. Tako da v tem smislu, ki si je malo izval, ne, zdaj, če žena ima potrebo vse povedati svoji mami. Vprašanje, kakšne stvari so to, a ne? Ja, vprašanje, kakšne stvari so to, ne? Kakšne ženske se mi zdi, predvsem ženske, moški še nisem srečal prav veliko, ne, imajo ful potrebo, da povejo vse. Pa sem pa šla tja, pa sem pa to videla, pa pa tret, pa on je tako rekel, pa tako, ne vem, se mi zdi, moški nimamo te potrebe. Cel dan obnoviti nekomu, ne? Dober, ne? Pač to pove mami, ampak a so tam notri tudi kakšne take stvari, ki pa jih mogoče ne bi mogla zaupati možu, ne? A pa predvsem, a so kakšne take, ki bi jih morala zaupati možu, pa zato, ker jih je mami, nima več te potrebe. Zdaj, ta del pa že je kritičen, ne? In ta del že nekako pelje naju na razna, ne? Se pravi, vsak en svoj čustven svet in na neki točki potem se med nami ohladi. Seveda, se ne more drugače. Ja, gre v odtujitev, ne? Ja. Tako da, ja, in seveda tudi, kje, recimo, moški imamo pa bolj tole potrditev, kje jaz se potrjujem, kje jaz iščem te svoje uspehe, ne, zdaj. Seveda bom jaz tudi skušal uspeti nekje v svetu, pa v službi, pa tako, pa z nekim delom, ampak zmoram jaz to prenašati tudi, pa tudi kakšno svojo nemoč, mogoče podeliti svojo ženo, pa kakšen svoj slab dan, to bi bilo res fino, ne. Tudi žena lahko na en drugačen način sledi tem našim uspehom ali pa neuspehom. Ali jaz rabim, ne, ali jaz grem direkt iz službe tam na kosilo k mami in potem mama vpraša, kako je bilo, in potem jaz tam povem, ne, pa spet nimam potem potrebe se ponavljati pri ženi. Kratka, kje je te čustvene ventile, kje jaz to pucam, ne? To si zelo dober kriterij zastavil, ful dober. To se mi zdi, da je bistvena tak lakmusov papir, ki pokaže, ne. Mislim, druga stvar je pa sigurno, da uspeva nekako prepoznavati pri sebi, no, vse te stvari, ki jih prenašava doma, ne. To, kar sem rekel, to vzdušje, način, kako, mislim, to je bilo recimo pri nama dolg časa tema, da jaz nisem bil zadosti navdušen ali pa zadosti, ne vem, kakšno presenečenje dobil, ali pa ko me skušal nekako razveseliti, se nekako nisem zadosti, ne, ampak pač to je bilo tisto, kar sem jaz zmogel v tistem trenutku, ne, in nekako tega dostikrat Neža ni razumela. Recimo tukaj, da si upam, da zmoremo priti eden drugemu nasproti, ne. Ali pa, ne, v njeni familiji je bil oče tisti dominanten, ne, v moji pa mama, ne, zdaj pa sva nekako nezavedno, to sva nekako, nekaj časa sva rabila, sva to prepoznala, da se malo tako kot vroč krompir mečeva to odgovornost, ne. Ja, pa sej, ne, ti se odloči, ne, sej, ti si ženska, ne,
Ona pa glih obratno, ne. Spet, zakaj je bolj prav pa narobe, ne vem, ne, ampak mislim, fino je, da je moški, ampak tista stvar, ki je ključna, je, da se tukaj midva nekako, da sva gojila neka nezavedna pričakovanja eden do drugega, ne, in tukaj je bilo potem en vir konfliktov, ki sva ga lahko začela reševati šele takrat, ker sva ga prepoznala, ne, da jaz nehote kar malo prepuščam odgovornost, ne, se bo že eden zrihtal, ne, ker v moji familiji je eden zrihtal, ne, tista eden bo vedela mama, in na drugi strani, a ne, da bo moški ta eden, ki bo zrihtal, ne. Recimo, to so potem take stvari, ki je fajn, da si jih začneva malo ubesedovati, da lahko jaz malo pri sebi začnem razmišljati, okej, se pa ni treba, da je tako, ne, si mogoče mislim, da tako mora biti, ampak kaj bi bilo tista, recimo, če probava še majčkeno zožiti, pa greva v tisto, kaj je tista glavna značilnost, ki bo rekla, da sva midva v procesu, kot sva rekla, omenila sva, da je to odločitev, da je proces. In kaj je zdaj neka glavna značilnost, ki reče, da sva v procesu osamosvajanja, čustvenega, ki je najtežje? Mislim, ena stvar odločitev od svojih staršev, ne. Druga stvar je pa potem, da se jaz zavežem svoji ženi ali pa svojemu možu ali pa partnerju, ne, ki postaja vedno bolj moj mož oziroma moja žena. Ja, povej. Ja, ne, tukaj, ko delava v bistvu male načaja med možem pa ženo pa partnerjem, ker vemo, da pač je res procentualno toliko ljudi ni danes poročenih, vendarle poroka kot močno simbolno dejanje ima velik pomen prav pri tem osamosvajanju, a ne da? Ja, mislim, en vidik je duhovni, a ne. Ampak če se osredotočim tukaj bolj na ta psihološki, a ne, ja, sigurno je to velik, mislim, tole nisem papir, a ne. Tudi cel kup enega obredja je temu namenjenega, a ne, in tega zelo, bi rekel, čist posvetnega, da rečem, v smislu šrange, in lahko take zelo tudi globoke duhovne, recimo blagoslova, ne, ko gre otrok od doma, a ne, blagoslov staršev. Oče, ki pripelje hčerko. Tako, ja, vse te stvari potem, ki se dogajajo med samim obredom. To, da so vsi ti ljudje, ki so priča temu, a ne, temu dogodku, ki se ga midva podeliva, ta zakrament, a ne. To so vse potem eni taki fantovščine, dekliščine, ne, to so vse taki dogodki, ki nekako simbolno kažejo, lej, eno obdobje mojega življenja se je zaključilo, prihaja nekaj čisto novega, a ne, zdaj so pa midva nekaj drugače, zdaj so pa midva tukaj. Zdaj pa nisem sam jaz, a ne, jaz kot fant, ne, se na fantovščini poslovim od samskega stana, ne, in na dekliščini isto, a ne. In to morajo tudi vsi ti ljudje resno vzeti, ne? Ja, in s tem, ko so vključeni vse te, a ne, te traparije od šranka, ne, mislim, lahko je to pijanica, lahko je pa to res nekaj zelo pomenljivega, a ne, da se bodoči ženi potrudi, a ne, nekaj vloži, a ne, finančno ali pa tudi tako neke spretnosti pokaže, ne, skratka, se potrudi za svojo nevesto, ne, in ljudje so tukaj noter vključeni, a ne, se pravi, vsi, ki so tisti dan vključeni, nekako dobivajo tisto sporočilo, lej, zdaj pa je nekaj drugače, ne, in tukaj starši so seveda pol vključeni, a ne, in je fajn, da so, in je fajn, da potem res dobijo to sporočilo, lej, zdaj pa je nekaj drugače. Je to bistveno drugačna izkušnja, kakor če da sem priseliš k nekomu. Se priseliš, pa si malo na koruzi, pa malo fant pa punca, pa si pa kar naenkrat ful fant pa punca, a ne. Mislim, kje je potem tista meja, ne. Nekako ne morejo potem zares tudi starši, malo težje ovrednotijo, a je to zdaj nekaj resnega ali ni. Dobro, če potem pride kakšen otrok, potem že lahko reče, to pa zdaj gre zares. Ampak ja, a ne, to so lahko eni taki obredi, ki zelo pomagajo potem postaviti en par na noge, tudi v tem čustvenem smislu. Ja, pa vendarle, še enkrat bom zatežil, ker si tudi ti prej sam rekel, pa vendarle se morata tudi sama dva zares odločiti, ne? Ja. Lahko je poroka
simbolno ful močna, ampak če tega ozadji sama dva ne ozavestita, pol ni nič. Ne? Oziroma, ni nič, je še zmeraj nekaj, ampak ni dovolj. Ni dovolj. Ni dovolj, ne. Ja. Se po vseh teh stvarih je to, koliko jaz samega sebe ne oddam. Jaz imam poroko zaradi babice tam, zato da bo vesela, ne? Da bom pač po regelcih, ali je to nekaj, kar tudi jaz oblikujemo vred, pa oblikujem, kako bojo ljudje not sodelovali v tem, v vseh teh branjih beril, raznih, vseh teh simbolnih dejanjih, oče pripelje nevesto in tako naprej. Tukaj se lahko, dejansko je to odvisno od tega, kaj jaz naredim s tem. Pač sama poroka traja 1 uro. Kaj midva skupaj narediva s tem, to si hotel reči, verjetno. To so mislim, najprej jaz, kaj jaz, da v sebi to odločitev nekako sprocesiram, pa seveda, da mi dva skupaj že tukaj začneva ustvarjati, že ko se pripravljava, že vsemu temu so tudi ti tečaji raznorazni namenjeni, predporočni, tako da se človek malo začne na drugačen način pogovarjati ali pa snovati prihodnost. Tako da to je vse v pomoč, ampak nič pa ne more zares nadomestiti tega notranjega procesa, ki ga naredim jaz in ki ga potem lahko mi dva začneva graditi, če si dava to priložnost. Da postajava vedno bolj eno meso, se pravi, da postajava midva kot enota. Ja. Je res ena taka temeljna. In to prav s tem, da se jaz odločam deliti svoj notranji svet s svojim možem ali ženo. Min tega ne gre. Lahko imava super bajto, lahko je napisana pol pri notarju, ampak na koncu, če nimava svojega notranjega sveta deljenega, svoje intime, potem ne bo nič pomagalo. Ja, točno tako. To je tisto, kar naju zares dela par, ne? Ja. Bi nekako rekel, verjetno. Če sem jaz še vedno zvest tem svoji tradiciji, da treba delati, treba je delati, ne da bi kaj zaslužil, ampak treba je delati to, kar dela samo na sebi vrednota. Ja. Pa če ima žena vrednoto, da pa mora biti spucano, čakaj za koga že, zato ker pač to, da se puca, da je lepo, da bojo drugi veseli, pa da ne bo kdo kaj rekel. Ja. Pa sva še vedno v svojih familijah, gurava nek svoj vzdušja in se ne mora srečati, ne mora se tukaj v bistvu zgraditi nekaj svojega. Ja, prav te stvari so toliko močne. Prej sva omenjala praznike, ampak se mi zdi prav vrednote, ki so zadaj za družinami. Vrednota dela, kot praviš, vrednota. A veš, itak pravijo Slovenci, imamo čudovite fasade, lepe hiše, okrašene z rožicami in tako naprej. Na zunaj, noter pa plehkost pogovorov, banalnosti, ki jih pač se ne upamo odpreti, ne znamo se zares pogovarjati. In tukaj res v tej naši novi generaciji ali pa v teh generacijah, kjer sva midva morda malo čez 40, pa malo pod 40, pa tam pri tem mladih, bi bila, oziroma je priložnost, da se še kaj naučimo v to smer. In da si dopustimo, da je ta drug drugačen, da začnemo. Veš, velikrat se mi zdi, da je pač prisoten strah, kaj pa bo, ko in če se ji bom odprl ali pa če se mi bo odprla. In potem dejansko žal je velikrat ta strah upravičen, ker ko se pa enkrat odpreš ali pa dvakrat, trikrat probaš, se večkrat pa ne. Pol si pa štrafan nazaj, pa a veš tako. Se pravi, mora biti ta odločitev in mora biti ta varen prostor, ki ga dopustiva drug drugem. In ključna stvar, ki nam lahko to omogoča, ta odločitev, da dejansko mi dva smo na tem čolnu. Ni nobenih izhodov več, nimamo nobenih lifeboatov, to sva zdaj mi dva. Točno tako. In če eden pade dol, da nima alternative, da ni sej, kvam o čem govoriti, se bom rajš povedala prijateljici, ali pa rajš grem tam na pir s kolegi. Če pa kaj ne bo, bomo šli pa na razen, Si malo puščaš, pa za vsak slučaj si pustim eno nepremičnino še na mene pripisano, zato ker kaj pa veš. Ja.
In pa si skozi eno figo v žepu ne hodiš in zares nikoli ne tvegaš, ne. Nikoli ne greš tisto. Se pokaže to, kar si. Ja. Ker To to je vedno tveganje. To se spomnim, je Peterson ful govoril o tem, ne, je rekel, kako si moraš namenoma zapreti vsa vrata, ne, se pravi, tukaj je vključil poroko zelo močno, ne, kjer beseda NL je prepovedana, ne, ločitve ni kot opcije, ne, in takrat si šele upaš tvegati to, kar ti praviš, ne. Takrat je šele v redu, da si kakršen si, je varno in si to lahko dopustiš. Predtem, če so zasilni izhodi, ne, kot praviš, je to vedno neko tveganje, ki ga pol pač ne sprejmeš, ker je preveč nevarno. Mislim, en del tega odhoda, jaz mislim, da je tudi to, da sem lahko nekako umiral s svojimi starši. To je ena taka misel, malo je mogoče hecna. Ja. Bi vseeno delil, ker me vedno bolj nagovarja skozi leta. Enkrat je ena profesorica rekla družinske terapije, da ne moreš biti dober terapevt, če nisi sposoben sedeti na svojem kavču z mamo in klepetati z njo. To smešna ideja. Ne? In potem je komentirala, ne, da to ni nič tacga, ampak ko bi videli mojo mamo, kakšno zmaje. In je tako sama govorila, ne, da v resnici je skozi leta, ker to je bil citat od ene slavne ameriške začetnice družinske terapije, ne, da ko je ona skozi leta nekako prihajala do tega, da je v bistvu spoznala, da je to resno. Da ne moreš biti dober terapevt, če nisi sposoben s svojo mamo mirno sedeti na kavču, pa ne glede na to, kakšen človek je. Predvsem z mamo ali z očetom tudi? A mama je tista zelo taka primarna, ne? Mama je tista, ki te doji, takrat se začnejo te zelo temeljni, zelo nezavedni procesi graditi, ampak jaz bi tukaj razširil, tako, deva reči, če malo parafraziram zdaj to, iz te zgodbe nauk, da ne morem biti zares samostojen človek, če ne zmorem jaz sedeti s svojimi starši v miru in klepetati z njimi. To pomeni, da čustveno odidem na tak način tudi, da jih zmorem videti kot dva človeka, dva ostarela človeka, ki sta dala največ, kar sta mogla meni, temu svetu in da jih sprejmem v tem. Da ne glede na to, koliko ste zafurala, da sta človeka, da sta okej, da smo vsi na temu, vsi v nekem tem, na tej ladji človeštva, da skupaj nekako gremo naprej, da jih vzameš kot se pravi, kot otroci zelo radi damo starše na piedestal in rečemo, to so pa svetinje, pa po puberteti jih damo na podne, to pa res nimajo pojma in zdaj fino je, da kot odrasel človek, da lahko jih pa vzamem na enaki ravni in rečem, lej, to sta pa človeka z vsemi svojimi pozitivnimi in negativnimi lastnostmi in se jaz ne čutim dolžnega, da bi ju spreminjal in se jaz ne čutim prisiljenega, da bi ona dva mene kakorkoli spreminjala, tudi če taki pritiski ali pa težnje obstajajo, I don't care. Mene to ne briga. V tem smislu, ne, verjetno. In to si tako dobro v besedi, da sem se matro tukaj cajta, da smo ti zadev žeblico na glavico. To je to. To je to. Ja, razumem. Ja, in to je težko, ja. To je težko, ne, to verjetno vidimo, verjetno vsi bolj kot ne, razen kakšne. Že misliš, da si tam, ne, in potem prideš domov in ti reče, joj, ampak naši otroci bili pa lepše vzgojeni, ali pa nekaj reče. Nekaj prebije, kar bo en trigger, ne? Lahko nehaš, ali pa, ne? En trigger, si živom tam malo spet, ki se spet jezi na svoje starše, ne, pubertetnik, in vidiš, da v bistvu še nisi tam, ampak to je v bistvu to čustveno odhajanje. Torej, dobrih terapevtov skoraj ni, ne? Se hecam. Ampak tako težko je to, no, tako težko to je, ampak je pa to nekaj, za čemer moramo težiti, ne? Kar moramo poskušati narediti.
Ja, zato, da bi bila midva z ženo eno, da bi midva vedno bolj postajala eno, ne, kar je namen, kar je tudi božji načrt za zakon, kar je božji načrt za človeka. Toliko enih težav, toliko enih deviacij v današnjem svetu izvira prav od tukaj, toliko enega, v resnici, če gledaš, koliko enih, pa ne bova šla v politično aktualne debate, ampak koliko enih prav teh politično aktualnih debat se zdajle odvija zaradi tega, ker smo izgubili vero v to, da je to sploh možno. Da je možno imeti en dober zakon, kjer dva zares postajata eno, kjer se trudita in nudita otrokom varno gnezdo, ne popolno, ampak še zmeraj najbolj optimalno za razvoj, za rast, ne? A veš, in tukaj se mi zdi, da pejmo res v poletje z eno tole popotnico, evo najino, Miha, da je res, da se splača graditi odnose, za katere je vredno živeti potem, in da ti odnosi so taki, da ne ko so popolni, ampak že ko jih zares delamo, ne, Prdižu pravimo, da bomo povzdignili vrednoto krščanskega zakona, tako da bodo drugi zahrepeneli po njem. In dejstvo je, da svet nas že opazuje in si reče, mater, to bi imel pa tudi jaz. In ker je to tisto ta pravo, to je tisto pristno, zdaj imam jaz en svoj, ampak družina je nekaj primarnega, česar v resnici ni treba zagovarjati, ker vsak se vendar rodi v družini, ne? In je osnovna danost, ki si je nismo mi izmislili, tako da vsi ti pogovori, ki jih imamo, to so šele na drugi ravni, potem, ko mi že rečemo, lej, ta osnovna celica družbe velja, to je temelj, brez tega temelja družba pade in drugega temelja v resnici ni. Zato se ta temelj splača ohraniti, pa ne samo to, nadgraditi, delati in narediti boljši. Prosti, zdaj sem jaz tako malo zaključne misli podal, morda še ti kakšno podaš, pa potem končava. Ja, v družini se res zgradimo, ne. Mi se kot ljudje zgradimo ob očetu in ob mami. In potem se gradimo naprej ob sozakoncu. To so tisti temeljni, ključni odnosi, ki nas najgloblje se dotaknejo, ne. In potem seveda otroci potem prebujajo te primarne občutke. In to se mi zdi, da je res lahko veliko enega bogatstva, sicer tudi veliko težkih stvari, ampak če se jih pustimo preoblikovati, je res nekaj čudovitega. In jaz mislim, da so zdaj to poletje, ki je pred nami, tudi ena taka priložnost. Da zvadimo kakšno novo rutino mogoče, ali pa da se mogoče malo vprašava, kako bo pa zdaj pokala na dopustne. Ali bo to tako, kakor je bilo pri nas, ne? Tako, ker pri vas bo zdaj midva naredila eno novo situacijo. In seveda se ujameš v kakšne stare vzorce, ampak glej, že to, da si lahko pogovarjava, že to, da si lahko deliva, ne? Ves ta stres, pa kako mi je bilo, pa kako bi si želel, da bilo, ne? Že to, da si lahko deliva, že gradi to najino novo resničnost, novo vzdušje. In to je tisto, tudi kar otroci srkajo, ne? Se mi zdi to tudi dragoceno, no, da lahko jim damo lep svet, no. Pristen. Hvala, Miha. Hvala. Hvala tebi. To je to. Dragi gledalci, gledalke, poslušalci, poslušalke, ja, to je to, s tem se poslavljamo za to sezono v oddaji Odnosi so zakon. Dejansko, če želite kakšen praktičen nasvet, pejte na www.diz.si, tam boste našli eno ponudbo za 10 pravil za boljši zakon, če se naročite na naše e-novičke, pa dejte, če se še niste, se naročite, pa boste dobili en tak kratek e-priročnik, ki vam bo morda še kakšno konkretno idejo dal, kako graditi boljše odnose, za katere je vredno živeti. Miha Rutar, še enkrat hvala, se vidimo še kdaj. Blagoslovo vsem skupaj. Živijo. Hvala, živijo.